Ni več dosti Viktorjev ostali, so pa najbolj žlahtni. Poglejmo, kdo dobi Viktorja za posebne dosežke. Slovenci se zadnja leta veliko smejimo, kljub zaskrbljujočim družbenim okoliščinam. Za naše radostno razpoloženje že več kot 15 let skrbi Špas teater, priljubljeno komercialno gledališče, sinonim za komedije. Njegova ustanoviteljica in direktorica Urška Alič je s premišljeno izbiro zabavnih in širokemu krogu občinstva všečnih predstav, kvalitetnih igralcev, z vabljivimi gostovanji in odličnim marketingom privabila množice pred oder pristne komedije. S svojim neusahljivim optimizmom, trdim delom in strastjo je svoje gledališče pripeljala od negotove krstne predstave do najbolj obiskanega gledališča v deželi. Gledališče in komedija sta s tem doživela preporod. Svojevrstno popularizacijo tudi izven okvirjev visoke kulture. To dokazujejo 25 lastnih predstav, že skoraj 1,5 milijona gledalcev in neverjetni podvigi, kot na primer humanitarna akcija s predstavo petmoških.com, ki je na Prešernov trg privabila 15.000 ljudi in še 45.000 prikovala na splet. Urška je tudi ambasadorica fundacije Pustimo jim sanje. Človekoljubno noto pa je lani najbolj odmevala s kar 2 koncertoma Jana Plestenjaka, s katerima so zbirali denar za pomoč otrokom in družinam prizadetim v uničujočih jesenskih poplavah. Ker izvablja smeh in nasmehe, prebuja veselje ter združuje ljudi s kulturo in dobrodelnostjo, ji podeljujemo Viktorja za posebne dosežke. Bravo, Urška. Najni prvi začetki 15 let nazaj so bili. Vse skupaj se je začelo pred veliko leti. Moram priznati, da se počutim malo krivga. Če takrat ne bi naredil take štale v gledališču, bi Urška najbrž še vedno sedela v pisarni in bi bila še vedno javni sektor, pa za 5% bi zmanjšali plačo. Tako pa vse skupaj se je začelo 26. oktobra leta 1997 na dan norosti v znaku škorpionke. Od tam je šla stvar samo še navzgor. Ko je balkanski špion odkril Rifletovega Šuštarja, so stevardese pristale na seks, laži in štrudl. Mišolovko smo nastavili ob letu Osorej. Jezični dohtar je ubil mačka, ki se je rad igral z denarjem. Kadar mačke ni bilo doma, je pa preganjal mačka. Potem je bil tukaj škrjanec. Bil je škrjanec. Delal je tak hrup za odrom, da se je zbudilo 5 žensk.com. Teh 5 žensk je osvojilo 5 moških.com in skupaj so šli v skupni projekt. V tem ozračju polnem hormonov sta potem Optimist in pa Zmago Batina šla do konca, do nacga. Vit in Denis sta po moško opravila z balkansko špionko, tam smo naleteli na 39 stopnic, ki so nas pripeljale do abecede slovenske muzike in zdaj, pazite, mail. To je bilo 25 predstav, ki jih je Urša spakirala v eno samo veliko zgodbo samih rekordov. In to je poseben dosežek. Mene zanima, kje so danes tisti ljudje, ki so takrat na začetku v tistih letih govorili, da je to nevaren pojav, da je treba to prepovedati, da ljudem kvarimo okus. Ti ljudje bi danes radi sodelovali s Špas teatrom. To je poseben dosežek. V dvorani sedita predsednik in snažilka in se oba smejeta istim štosom. To je nevarno. To je poseben dosežek. Urša ima cel kup posebnih dosežkov. Ampak 1,5 milijona nasmejanih Slovenčkov, to je najbolj poseben dosežek. Urša, čestitam. Hvala. In moram priznati, da je zelo lepo biti oseba, ki polepša dan tisoče Slovencem, ki so zelo željni
smeha, zabave, sprostitve. In zelo sem vesela, da imamo kupico ljudi, ki hodijo k nam radi v gledališče, se vedno znova vračajo in smejimo z nami, kajti tudi smehom lahko spremenimo življenje in svet. Hvala lepa.